Verjetno je težko razumeti, zakaj bi zdravo, mlado žirafo kar usmrtili. Toda direktor živalskega vrta v danskem glavnem mestu København ima pojasnilo za to. Pravi namreč, da so z Mariusom to morali storiti. Živel je skupaj s svojimi sorodniki in če bi se z njimi tudi paril, bi bili mladički lahko bolni. Dogodek je izzval proteste, še posebej zato, ker so ljubitelji živali predtem zbrali več kot 20.000 podpisov proti usmrtitvi. Mariusa pa so bili pripravljeni sprejeti tudi v drugih živalskih vrtovih. Nekateri ljudje so bili še bolj ogorčeni, ker so žival razkosali kar pred očmi radovednih obiskovalcev ter z njo nahranili leve, tigre in severne medvede. A direktor živalskega vrta zatrjuje, da druge možnosti niso imeli in da je ubijanje živali za hrano drugim mesojednim živalim naravno početje. Podpirajo ga strokovnjaki iz drugih živalskih vrtov, pa tudi mnogi drugi, saj menijo, da ljudje pojemo veliko mesa in zaradi tega dejanja ne bi smeli obsojati. Kaj takega pa se vseeno ne bi moglo zgoditi v slovenskem živalskem vrtu, saj zakon prepoveduje ubijanje zdravih živali, razen tistih, ki so namenjene za prehrano ljudi. V ljubljanskem živalskem vrtu so trenutno 4 žirafe. Ime jim je Reinhold, Gal, Rastko in Cvetko in so prišli od drugod. Ker so vsi samci, se seveda ne morejo razmnoževati. Tudi zato ni bojazni, da bi jih doletela enaka usoda kot njihovega vrstnika na Danskem.